Danes v Pomurskem dnevniku. Strokovni posvet za dobrobit otrok. Priprave na smučarsko sezono. Medvrstniško nasilje. Slovenija na Euro 2024. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se je v gledališču Park odvijal strokovni posvet, ki ga je pripravila skupina za preprečevanje nasilja v družini za Pomurje, organizirana pod okriljem Centra za socialno delo Pomurje in Policijske uprave Murska Sobota. Tokratna tema je bila, ali so otroci s posebnimi potrebami lahko žrtve nasilja in hkrati verodostojne priče. S posvetom pa so obeležili mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Nasilje je, in to ne glede na obliko, nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi, je poudarila direktorica Centra za socialno delo Pomurje. In ker vsaka žrtev o tem, kaj se ji je zgodilo, težko spregovori, še toliko težje, če je žrtev otrok, je treba ljudi nenehno opominjati, da se nasilja ne sme tolerirati, ter da obstajajo institucije, ki lahko pomagajo. K temu pripomorejo tudi strokovni posveti, ki pomenijo obliko medsebojnega sodelovanja. Že v lanskem letu je bil v ospredje postavljen otrok. Letos smo šli nekoliko dlje, ravno zaradi tega, ker se zavedamo, da so tudi otroci s posebnimi potrebami žrtve nasilja. In da nekako pri ljudeh vzbudimo ta občutek senzibilnosti do drugačnosti, smo se odločili, da pa ta strokovni posvet namenimo ravno njim. Pri otrocih s posebnimi potrebami obstajajo določene specifike, zaradi česar se je potrebno poučiti, kako na primeren način pristopiti k tem otrokom, ko so žrtve nasilja. In zato je tudi pomembno, da smo vsi tisti, ki pa se pri svojem delu soočamo, srečujemo z otroci, tudi s posebnimi potrebami, da smo primerno usposobljeni za to, na kakšen način pristopiti takemu otroku. Pomen pravilnega pristopa in izobraževanja poudarja tudi policija, ki v tovrstnih primerih tesno sodeluje s centri za socialno delo. Policist, kriminalist in vsi strokovni delavci morajo biti posebej usposobljeni, ker gre za najranljivejšo skupino populacije otrok in prav to usposabljanje pripomore, da bojo kvaliteta zbiranja obvestil na višji ravni. Ko so žrtve nasilja otroci s posebnimi potrebami, je treba biti pozoren predvsem na stopnjo njihovega zavedanja, na razvojno stopnjo, na kateri se nahajajo, saj na ta način lahko prilagodijo razgovor. Prvi razgovor je ključno, da se opravijo skupaj, da ga opravi policist in strokovni delavec v eni fazi, da ne pride do traumatiziranja večkratnih istih ponavljanj nekih dogodkov, da se zbiranje obvestil zaključi na enem mestu, se pravi tiste prve informacije, kjer mi potrebujemo za nadaljni postopek cel. Pomen celotnega dogodka je v prvi vrsti prebuditi zavedanje, da se o nasilju treba pogovarjati in poudariti, da biti žrtev ni nič sramotnega, ampak je treba ostro obsoditi vsako nasilno dejanje. In to ne le v tem mesecu, ko obeležujemo dneve boja proti nasilju nad ženskami in deklicami, temveč vedno znova. Da se še bolj okrepijo v svoji zavesti, da se je potrebno nasilju zoperstaviti in vsem žrtvam nasilja pomagati. Na slovenskih smučiščih se že intenzivno pripravljajo na prihajajočo smučarsko sezono. Tudi na mariborskem Pohorju, kjer upajo, da jim bo letošnja zima bolj naklonjena. Pred dnevi so znova zagnali tudi pohorsko vzpenjačo, ki so jo čez poletje nadgradili z novo vmesno postajo. Na mariborskem Pohorju, kjer letos obeležujejo 66. obletnico postavitve prve gondole, si želijo, da bi zelena podoba snežnega stadiona bila kmalu prekrita snežno odejo. Glede na vremenske razmere je to sicer v začetku decembra zaenkrat načrtovano, ampak snežni topovi in pa vse, kar je povezano z zasneževanjem, so v fazi priprave, tako da naslednji teden mislim, da bomo začeli tudi z zasneževanjem, koliko bodo temperature ustrezno to dopuščale. Tudi v hotelu Arena pod Pohorjem čakajo, da smuči ne bodo zgolj le na stropni dekoraciji, temveč tudi na nogah gostov. Pretežno pa smo najbolj odvisni seveda od snega, na katerega pa nimamo vpliva. Imamo pa vpliv, da našim gostom ne glede na količino snega zagotovimo kvalitetno storitev in pa
super izkušnjo, ne glede na dogajanje zunaj. Da bi bila letošnja zima bolj radodarna s snegom, so sicer pobožne želje ne le hotelirjev in žičničarjev, temveč tudi obiskovalcev Pohorja. Ne smučam, ampak upam, da bo ful snega. Tako da upajmo, no. Dvomim, zadnja leta je tukaj na Pohorju zelo slabo, tako da dvomim tudi letos. Upamo pa lahko, ne? Pomembna novost letošnje sezone bo vmesna postaja Pohorske vzpenjače. Ta je pričela obratovati prejšnji teden. Torej imamo novo srednjo postajo, ki bo omogočala vstope in izstope v smeri navzgor in pa s tem v bistvu tudi na nek način povezovala srednji del Pohorja z dolino. Naložba, težka približno 2,5 milijona evrov, pa bo bolj kot za zimsko pomembna za poletno sezono na Pohorju. Cilj zagotovo ni samo v kolesarstvu, ki ga tukaj razvijamo od te točke naprej, temveč tudi razne druge aktivnosti, katere bomo v nadaljevanju še razvijali, od ziplinov, gorskega kolesarstva, kot sem že omenil, in pa hkrati tudi morda kakega sankanja, go-karda in podobno. Tudi hotelirji se že nekaj let trudijo, da bi svoje sobe zapolnili ne le po zimi, temveč čez celotno leto. Tudi mi smo po analizi vzorcev iz preteklosti sprejeli neke spremembe in si s tem dejansko zagotovili sezono skozi celo leto. Sicer pa na snežnem stadionu na čase Zlate lisice spominjajo le še zastareli transparenti. Kultna smučarska tekma bo namreč tudi letos potekala v Kranjski Gori. Za razliko od prejšnjih let, ko jo je še organiziral Mariborski smučarski klub, pa je organizacijo tekmovanja na Gorenjskem v celoti prevzela Smučarska zveza Slovenije. V studiu smo gostili Sašo Car z Centra za socialno delo Pomurje, s katero smo se pogovarjali o nasilju med vrstniki, ki v naši družbi izgleda vse bolj narašča. Kdo se je tarča napadal? Kakšni so znaki in vedenja pri nekom, ki je žrtev nasilja? Kako postopati, kam se obrniti po pomoč? Kako v vsem tem podpreti tudi starše, je le nekaj točk, o katerih je spregovorila naša gostja, ki je tudi predstavila, kako ob tovrstnih prijavah postopa center. Poglejmo izsek, celotni pogovor sledi ob 18:30 v oddaji iz našega studia. Velikokrat slišimo, ja, tega se pa ne vidi, ne? Nekdo je žrtev nasilja, ampak to ni vidno navzven, ne? Velikokrat pa vendarle je, velikokrat se opazi. Žrtev, mladostnik, otrok, ki je tarča različnih napadov, spremeni velikokrat vedenje. To opazimo na vedenju na različnih plateh. Mogoče o tem nekaj besed. Tako je, ne? Najpogosteje, ko imamo žrtev, bo težko spregovorila o tem, bo težko spregovorila, kaj se ji dogaja v šoli, v okolici. Zato so starši v prvi vrsti tisti, ki najbolj poznajo svojega otroka, ne? Če bo otrok začel nenadoma, ne vem, zavračati šolo ali iskati njihovo družbo, da bodo hodili v šolo ali ga spremljali iz odhoda, ali se bodo pokazale kakšne psihosomatske težave, da bo nenadoma zboleval, bolel ga bo trebuh, ali se bo to izražalo v padcu ocen. Lahko se izraža tudi v kakih nepojasnjenih modricah, raztrgana oblačila, tudi kraja denarja, ker povzročitelj zahteva to od otroka, smo že obravnavali, ne. To so vse eni dejavniki, ki kažejo na to, da je na takega otroka potrebno biti pozoren. Se pravi, nekaj se je z njim zgodilo, spremenil je svoje vedenje. In poleg staršev so tudi učitelji, vzgojitelji, svetovalna služba na šoli tisti, ki najbolj poznajo dinamiko razreda, ne. Poznajo, kako razred funkcionira, poznajo, kako posameznik funkcionira in so lahko tudi eni izmed tistih, ki poleg staršev prvi opazijo, da se nekaj s tem otrokom dogaja in so nanj tudi pozorni. Zdaj, učitelji, vzgojitelji, ki imajo zastavljen sistem v razredu in imajo neko podporni sistem sodelovanja, se bodo toliko lažje tudi vključili v preprečevanje oddelčnega nasilja, ki se lahko dogaja v takem razredu. Slovenska reprezentanca je včeraj dosegla zgodovinski uspeh, kajti drugič se je uspela uvrstiti na evropsko prvenstvo.
Naši so v Stožicah z 2-1 premagali Kazahstan in si zadetkom Benjamina Verbiča priigrali vse 3 točke. Z vstopnico v Nemčijo so postali ena od znane 20-terice. Danes se bo udeleženkam pridružila še ena ekipa, preostale 3 pa bodo znane marca. Žreb skupin bo sicer potekal 2. decembra. Poglejmo, kaj je po zmagi in novi uvrstitvi na velika tekmovanja povedal selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek. Veseli, srečni in ponosni. Mislim, da je zasluženo in hvala Sloveniji za to neverjetno pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Na koncu se vse skupaj izplačalo. Izplačalo se predvsem, mislim, za generacijo, ki je že bila skoraj proglašena za luzersko, za mladeniče, ki so postali moški in s tem na nek način vrnili neko vero v slovenski nogomet. Zdaj smo tam, kamor smo hoteli. Cilj je bil jasno povedan od tistega momenta, ko so se kroglice zavrtele na žrebu. Hvala fantom, hvala osebno predvsem mojemu strokovnemu štabu. To je nekaj neverjetnega. Moraš imeti res srečo v življenju, da zbereš take modele skupaj. In hvala tudi vodstvu nogometne zveze, ki je verjelo in me pustilo 5 let na miru, kar je tudi že skoraj svetovni rekord v Sloveniji. Tako da en lep dan, ki se je prevesel v eno krasno noč in jaz upam, da je ta pozitivna energija, ki smo jo čutili ves čas na igrišču, tudi vam v veselje, v ponos, ker mislim, vsaj takšen je moj feeling, pa mogoče se motim. Danes je Slovenija zopet dihala kot ena. V oddaji Minute za zdravje je o tem, kako lahko hrana vpliva na delovanje zdravil, spregovoril farmacevt Bojan Madjar. Na vrsti je izsek pogovora, celotno oddajo pa si lahko ogledate danes ob 18:15. Torej, so tukaj kakšna splošna navodila glede na hrano, se pravi pri odmerjanju zdravil? Ja, splošna navodila vsekakor so. Običajno, kot rečeno, ker hrana ne vpliva, potem govorimo o tem, da se zdravilo lahko zaužije ne glede na obrok hrane. To pomeni, da je praktično pacientu, uporabniku zdravila prepuščeno, kako bo vzel. Za njega, za zdravljenje z tem zdravilom bo vseeno, ali bo to zaužil s hrano ali pa na prazen želodec. Običajno pa res velja, da vseeno ne smemo spregledati potrebe, da običajno je treba tableto kapsulo poplakniti z neko določeno količino tekočine, kak deci pa pol do 2 decilitra vode bi naj vseeno to bilo. Potem pa seveda manjši segment zdravil je pa, kjer hrana igra pomembno vlogo. Tam imamo lahko navodilo vzemite na tešče. To pomeni, da vzamemo zdravilo takoj zjutraj, ko vstanemo. Na tešče ponavadi pomeni, da ne sme biti hrane v želodcu. In idealno bi bilo, da vsaj kakih 6 ur nismo prej zaužili hrane in to ponavadi pomeni, da zjutraj, ko vstanemo, čez noč ne jemo, da potem to zdravilo zavzamemo, pa tudi kako uro potem še ne jemo. Včasih piše oziroma je navodilo, da vzamete na prazen želodec. V tem primeru ni nujno, da ga vzamemo zjutraj na tešče. Prazen želodec je tudi lahko kadarkoli tekom dneva, če od zadnjega obroka hrana minilo vsaj nekje 2 uri. To je nekako čas, ki potem ga prebije hrana v samem želodcu, potem gre naprej. Ali pa recimo, če je to vsaj kakšne pol ure ali pa 1 uro pred jedjo. Od 20. do 24. novembra 2023 obeležujemo teden splošnih knjižnic. V tem času pa se bo po vsej državi odvilo mnogo dogodkov, ki sporočajo predvsem eno. Branje ponuja ključ do širokih obzorij. Državljane je ob tem nagovorila tudi ministrica za kulturo. Danes se pričenja teden, ko praznujemo prostor, kjer besede postanejo mostovi med svetovi, idejami in doživetji. V Sloveniji se lahko pohvalimo s kakovostno mrežo splošnih knjižnic, ki niso le shrambe znanja, temveč tudi stičišča skupnosti. V Sloveniji imamo kar 283 splošnih knjižnic, ki delujejo v več kot 1000 prostorih in razpolagajo z več kot 12 milijoni enot gradiva. Knjižnice so naše kreativne oaze, prostor, kjer se rojevajo nove zgodbe. Vabim vas, da odkrijete zaklade, ki jih ponujajo knjižničarji in knjižničarke, ter se prepustite čarom knjig.
Pridružite se dogodkom v vaši knjižnici, raziskujte svet besed in praznujte moč branja. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bilo v naših krajih oblačno in del dneva deževno. V Lendavi so opoldne namerili 5, Murski Soboti 7, Radencih 8, medtem ko je bilo v Krajinskem parku Goričko 9 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne bo na jugovzhodu še nekaj oblačnosti. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, v alpskih dolinah okoli ničle, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 5, podnevi od 7 do 9 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. V četrtek bo na Primorskem še pihala zmerna burja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -3 do -1, čez dan od 5 do 10 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do jutri.